lepo pozdravljeni. Najprej naj se vam zahvalim, da ste kljub lepemu vremenu in kljub domnevam, da kakšnim drugim načrtom za ta dan se udeležili tega dogodka. Naslovili smo ga s nekim reklom, pravzaprav, da še nimamo dovolj Cankarja. Kot veste, lansko leto je bilo leto posvečeno Ivanu Cankarju in izredno zgodila se nam ena poplava, mislim, da monografij, biografij, stripov, ne vem česa vse še v Ivanu Cankarju, ampak jaz sem pripričan, da vendarle knjiga, ki jo danes, o kateri bomo danes mi govorili, pravzaprav, ko se bomo pogovarjali z avtoricami te knjige, z avtorico teh poglavij, je to vendarle najboljša knjiga, najbolj strokovna, najbolj analitična in najbolj pregledna knjiga o Ivanu Cankarju, ki je lani izšla. Pri nas to ne govorim zato, ker pač, da bi nekako slavil svojo lastno založbo ali kakorkoli, pa preprosto iz razloga, ker sem se iz knjige sestavljanja vabljene sodelavcev lotil na ta način, da sem želel povabiti, jaz mislim, da največje strokovnjake pravzaprav za posamezno področje, ki bodo na novo prebrali Ivana Cankarja ali pa pregledali pač nekatere stvari z nekim aktualnim literarno-vednim znanjem, z neko aktualno literarno-vedno metodologijo. Zato med nami pozdravljam profesorico Novak Popov, profesorico Čeh Steger, profesorico Zupan Sosič in profesorico Elfric Bartol. Jaz mislim, da jih vsi zelo dobro poznate, tako da morda se ne bi predstavljali, če pa že bomo pa to morda storili v nekem malo bolj sproščenem vzdušju ob koncu. Zdaj ne bi jaz mogoče vendarle, da ne bomo izgubljali preveč časa. Mi smo se domenili, da vas ne bomo preveč napadali z vsemi podatki in z vsem tem širnim znanjem, ampak bomo raje kakšno urco posvetili pogovoru, potem pa bomo predali besedo vam, da pač postavite kakšno vprašanje, karkoli, kar ste želeli izvedeti o Ivanu Cankarju, pa kljub lanskemu Cankarjevemu letu morda niste izvedeli ali pa vas morda še posebej zanima. Tako da jaz bi kar začel nekako tako, kot smo začeli z albumom, se pravi s poglavjem oziroma z pregledom Cankarjeve poezije in bi najprej profesorici Novak Popov pravzaprav bi me zanimalo, če bi nam lahko povedali več o tem, kako je pravzaprav Cankarjeva prva in edina pesniška zbirka, razen če štejemo ponovno izdajo kot nekakšno drugo zbirko, ampak to ni čisto pošteno, kako je pravzaprav erotika zarezala v tradicijo dotedanje slovenske poezije, katere estetske, motivne novosti je prinesla in ne nazadnje morda kakšen je bil kritiški odziv na njo, ker vendar mislim, da se to tri stvari, ki se med sabo kar precej ujemajo. Prosim. Jaz mislim, da je Cankarjeva erotika en velik novum takrat, ko je izšla. Treba je upoštevati, kakšen je bil tedanji pesniški kontekst. Cankar se ni ukvarjal samo s poezijo in to že od svojega 15. leta naprej, tako rekoč dnevno pisal pesmi, ampak tudi s kritiko. In to že, ko je bil na Realki in je tam izhajal nek rokopisni dijaški list in potem seveda pozneje tudi v tako imenovani zadrugi. To je bilo eno tako znamenito, še danes pravzaprav premalo cenjeno društvo, v katerem je sodelovalo približno 30 zelo mladih ljudi, gimnazijcev v glavnem. Zbirali so se na takih tajnih sestankih, zato ker je bila morala in kontrola nad dijaki takrat zelo huda. Tudi Cankar sam je, najbrž veste, vse svoje tekste objavljal pod psevdonimi. Ni se podpisal, erotika je takrat, ko je že zaključil Realko, že imel za sabo to svojo nesrečno maturo. Skratka, kakšno je bilo stanje dotlej? To se da prebrati tudi iz tega, kako je Cankar, recimo naša lirika je ena taka znamenita kritika, presojal takratno stanje in kaj je on že poznal in bral. Mrgolelo je nekih formalističnih
na ljudsko slovstvo naslanjujočih se, danes bi lahko rekli verzifikatorjev, če nočem uporabiti še hujšega izraza, stihoklepcev. Se pravi, ljudje, ki so imeli neke zelo tradicionalne, zaostale predstave o tem, kaj je poezija in ki so videli nalogo poezije, pravzaprav v tem, da nekaj luškanega, ljubkega, morda še vedno narodno spodbudnega pišejo. Cankarju se je vse to zdelo pravzaprav nedoživeto, neavtentično in predvsem v nikakršni zvezi s tem, kaj se dogaja modernemu človeku. Kako doživlja svet, kaj vse se je že majalo in začelo podirati in predvsem v nikakršni zvezi s tem, kar se je pisalo takrat v Evropi. On je bil s temi stvarmi zelo dobro seznanjen in najbolj znameniti deli erotike, to so imenovani cikel 7 pesmi z naslovom Dunajski večeri, se nanaša, mislim, ti so bili pravzaprav tudi najbolj šokantni, zdelo se je takratni publiki, da so perverzni, uporabljali so take lepe izraze, lascivno, opolzlo. Skratka, nekaj, kar je zelo pregrešno in že sam naslov, dati pesniški zbirki, naslov erotika. Dotlej so bila namreč vse slovenske pesniške zbirke so imele naslov ali poezije, ali pesmi. Ali pa recimo žanrski naslov, ne tako kot Aškerčev, balade in romance ali pa kaj takega. Nikakor pa ne tematski naslov, ki bi bil tako zelo izzivalen, zlasti v slovenski javnosti, ki jo je v celoti pravzaprav dominirala in kontrolirala katoliška cerkev s svojo dogmatiko in svojim, seveda, že od Mahniča naprej, zelo znanim pojmovanjem o tem, kaj da je erotika oziroma kako erotike ne sme biti. Skratka, neka strahotno nesproščena atmosfera. In zdaj Cankar pa že z naslovom, in že to so rekli, da je smrdljivi zaprtek, zaprtek, a veste, je prdec pravzaprav. Nekaj, kar prihaja iz tega spodnjega umazanega dela telesa. Za Župančiča so imeli nekoliko več posluha, ker je bil bolj radoživ, ampak vsekakor je katoliški tabor pravzaprav skočil na noge in najbolj grozljivo oziroma najbolj, kako ne rečem, hinavsko igro je tukaj igral Govekar. Govekar se ni hotel izpostaviti, bil je Cankarjev prijatelj še takrat, ko so bili skupaj na Dunaju v tem slovenskem klubu, skupaj tudi nastopali in Cankar je pravzaprav stavil na Govekarja. Potem pa, ko je 95. leta Govekar prišel nazaj v Ljubljano, pustil medicino, postal časnikar, novinar bi danes rekli in tudi en konec enega urednika pri slovenskem narodu, je pa igral v bistvu neko dvojno igro. Po eni strani je Cankarja tako iz oči v oči hvalil, spodbujal, mu ponujal možnosti objavljanja, ker Cankar je v bistvu tudi pričakoval honorarje. To je zelo pomembno, treba vedeti. Cankar je prvi slovenski poklicni pisatelj. In to v teh časih, ko je bilo to nekaj nezaslišanega in tudi zelo tveganega. Skratka, Govekar je potem prosil enega mulca, študenta prava, ki je bil sicer sin Frana Levstika, znamenitega jezikoslovca in tudi Cankarjevega profesorja slovenščine na Realki, da ne napiše kritiko. In ta nesrečni Vladimir Levac, ki itak ni imel pojma o moderni poeziji, je potem napisal v bistvu eno tako skoraj da žaljivo kritiko. Nejasen, mističen, lasciven, skratka, preveč subjektiven. Vsi so trdili, cela liberalna kritika je trdila, da je to subjektivistično in da je to pravzaprav neprimerno za Slovence. Mi rabimo tudi Aškarc, mi rabimo poezijo jasnih idej, filozofsko poezijo, poezijo, ki bo obravnavala socialne probleme, ki bo namesto, da govori o promiskuiteti, prostituciji in tako naprej, pogledala, zakaj se to recimo dogaja ljudem, zakaj se mlada dekleta, tista znamenita, ki je tam v kavarni in ki jo lirski subjekt tako občuduje in povzdiguje plašč te Madonin, ovija krasote, greh in tako naprej, jo primerja
Ticijanovo sliko Prešešnica, jaz nikoli nisem ugotovila, kaj je to za ena slika, ampak in tudi Župančič se na to sliko sklicuje. Skratka, vsi so pričakovali, da bo tukaj neka razlaga, zakaj se to dogaja. In so pravzaprav hoteli mladega pesnika prešofirati v to, da bo konstruktivne stvari govoril, ne pa tisto, kar pravzaprav doživlja mlad človek, ko je zaljubljen. Njegova ljubezen, njegova erotika je pravzaprav novoromantična, to se pravi občudovanje, izvoljenke, pogosto oddaleč, ampak v bistvu tudi že z nekim pričakovanjem telesnih stikov, to se pravi ne samo, kako so lepe tvoje oči, tvoje lasje in tako naprej, ampak jaz bi te poljubljal, jaz bi te objel, skratka neka telesnost prihaja do izraza. Predvsem pa tej dunajski večeri, to je Cankar dejansko spoznaval, sicer kot je pozneje napisal v epilogu v drugi izdaji erotike, oddaleč, kot razkošje in lepoto tega greha. In v tem smislu je bila erotika zares prelomna, prinesla je nekaj novega v tematskem smislu, hkrati je pa tudi raztrla neko kompleksno doživljanje najbolj intimnih odnosov. Kako je, ker ne gre samo za občudovanje, ampak tudi ali bo ljubezen vrnjena. In če bo vrnjena, koliko časa bo trajalo? Vemo, da je Cankar bil izjemen pisec ljubezenskih izjav. Zakaj? Zato, ker se mu je zdelo, da je čustvo pravzaprav nekaj autentičnega v človeku. Vse to se dogaja v enem strašno zmaterializiranem svetu, svet, ki je v bistvu že naveličan vsega tega razkošja. In to je tipično za evropsko dekadenco, pri nas pa pravzaprav ni bilo pogojev za dekadenco, to je tudi, so seveda Slovenci vedeli, zakaj ne? Zato, ker v bistvu nismo imeli pravega meščanstva. Tako. Mene je v bistvu zelo presenetilo, oziroma tako, gledala sem, kako se pravzaprav ta njegova erotična poezija razvija, kako prihaja recimo iz lepih časov, se meni zdi, da bi moral biti na začetku, ker je najprej nastal, ampak na začetku te zbirke je cikel Helena, posvečen pač eni Heleni Behani, eni učiteljici, ki je bila malo starejša in ki jo je v bistvu tudi gibala se je v takih uglednih meščanskih krogih in to meščanstvo je bilo na nek način nek zaželen in občudovan svet, do katerega en tak revež, kot je bil Cankar, ni imel dostopa niti v Ljubljani, pravzaprav in niti ne, še manj na Dunaju. Kritika pa je bila na katoliški strani seveda docela odklonila, vemo, s čem se je začela, začela se je s požigom vseh še neprodanih izvodov, na liberalni strani pa pravzaprav šibka, razen Edvina Kristana, ki posneje postane vodja socialdemokratske stranke, jugoslovanske socialne demokracije. On je pa ne glede na to, kakšno je bilo njegovo literarno obzorje in znanje, ugotovil, da so pravzaprav tisti, ki so brali v perverznosti in lascivnosti in opolskosti, so sami projecirali to v Cankarjeve tekste, da tega v Cankarjevih tekstih v bistvu ni, in da kritik mora verjeti svojemu občutku, izpostaviti svoje subjektivno odzivanje in s tem pomagati tudi bralcu, da premosti to razdaljo, ker ta poezija je res tudi glede na Jenka in Prešerna res bila v tem času revolucionarna. Danes se lahko samo čudimo, zakaj so tako skočili, ampak lahko si predstavljamo nekako zadrte so morali biti razmerje, če so jih taki objemi in motilo jih je pa seveda tudi ta provokacija, ki je pri Župančiču še bolj opazna. Postaviti erotični dogodek v cerkveno okolje. Mislim, to je bilo pa pravzaprav, če se nekako na vaše besede zdajle uporabimo oziroma nekako naredimo en prehod k recimo Cankarjevi dramatiki, nekaj podobnega, kar je Cankar v poeziji nekako na pol zavestno počel. Jaz mislim, da je še toliko bolj izrazito pri dramatiki
on resnično razmišljal zelo, bi rekel, na nek način ne politično, ampak projektno, skratka, šel je v nek projekt prenove slovenske dramatike, povsem zavestno, ne. Skratka, želel je upeljati nove oblike drame, hotel je pravzaprav revolucionirati slovensko gledališče, pa bi mogoče zdajle preskočili pač od poezije, slišali smo, kakšna je bila slovenska poetična tradicija do takrat, mogoče nekaj, kakšna je bila slovenska dramatska, se pravi gledališka tradicija do takrat in kako je pravzaprav Cankar na nek način prenovil slovensko gledališče in ga postavil pravzaprav nekako bomo rekli ob bok drugim gledališčem po Evropi. Ja, kar se tiče dramatike, je bilo še nekoliko slabše, ne? Ker v poeziji je imel že en vzor, ne? Je imel Prešerna, recimo. Ne? Pri dramatiki pa ja, Linhart, tradicija Linharta je vendarle pač komedija, čitališka dramatika ni nekaj, kar bi pač Cankarja fasciniralo, ne? Sem in tja kakšen poskus tragedije meščanske igre. Skratka, ob nastopu Ivana Cankarja je bila zagotovo dramatika med vsemi tremi literarnimi zvrstmi najmanj razvita. Ne? Zato je mogoče tudi ta potem nastop Ivana Cankarja res pomeni za dramatiko, tako kot ste že sami pač omenili, en zelo intenziven, pospešen razvoj. Ker Cankar vendarle v nekaj letih z vsakim tekstom mogoče nadoknadi ali pa bom rekla približa slovensko dramatiko evropskim tokovom. S tem, da pri dramatiki je še tako, da dramatika pač je vendarle družbena praksa. Ne? Ti potrebuješ inštitucije, ti ne moreš narediti dramatiko iz nič, tako kot pesem, vendarle lahko pesem je nekaj intimnega, lastnega posamezniku. Dramatika pa je ena skupinska zadeva, ki rabi en kup inštitucij, podpore, naj bo to gledališka hiša, naj bodo to režiserji, naj bodo igralci, naj bo to publika, kritika in tudi en dosti velik finančen vložek. Ne. Vse to je bilo pravzaprav res konec 19. stoletja v slovenskem prostoru, šele bi rekla v nekem razvoju. Ne. Tukaj ima pomembno vlogo dramatično društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1867, ker pomeni pravzaprav neke začetke te profesionalizacije slovenskega gledališča, svojo šolo igralcev, režiserjev, s tem, da začnejo sploh razmišljati, kaj je zdaj to repertoar, kako se naredi repertoar, zelo bazičnimi stvarmi, to, kar nam je danes čisto samo po sebi umevno, pač to imamo, ampak takrat pa niso imeli, kje bomo mi zdaj to vse skupaj ustvarjali. Takrat je bilo ravno zato veliko igralcev, ki so pač z tega srednjeevropskega prostora tudi prihajali k nam, v slovenskem gledališču so igrali in Čehi in pač tudi ruske igralke. Tako da druga seveda pomembna in pa seveda tudi to razmišljanje o tem, kaj je sploh vloga gledališča. Je torej gledališče zgolj prostor neke kratkočasne dejavnosti ali pa je gledališče tudi prostor nekega estetskega izkustva, neke refleksije sveta. Ne? Tukaj dramatično društvo naredi dobro vlogo, gre v to smer, torej neke estetske izkušnje. No, drugi moment je pa seveda sama zgradba gledališča, to deželno gledališče, to je danes poslopje opere, je bilo odprto leta 1892. Tako da bi rekla nekako dramatično društvo, gledališče, torej nova gledališka hiša, torej to je pomemben, da imaš ti stavbo, ki je namenjena za gledališko dejavnost. Ne zdaj tako neki odri tam in tam, ampak mi imamo stavbo, ki je namenjena torej uprizarjanju dramskih del, sicer si jo delijo tudi z nemškim gledališčem, so imeli posamezne dneve, ko so bile slovenske, pa potem nemške uprizoritve. No, ampak bi rekla, da to so neki temelji in potem dobimo Ivana Cankarja ravno v pravem trenutku, torej potrebujemo samo še nekoga, ki bo pa napisal vrhunsko dramatiko. Tako da neki te temelji torej so postavljeni in kot sem prej že rekla, torej Cankar naredi ta nek pospešen razvoj, s tem, da vsak njegov tekst pomeni en drug žanr, pomeni eno drugačno ubeseditev sveta. Ne? Tako po formi, pa bi rekla tudi po tematiki, po osebah, čeprav se neki ključni motivi od prvega teksta naprej, ne bom rekla, da ponavljajo, ampak se razvijajo. Ne? Cankar je zavestno, to je v vseh pismih tudi napisano,
velikopismih svojih prijateljem, pa tudi bratu Karlu, zavestno želel ustvariti torej dramatiko, ki bo presegla takratni horizont zanimanja domače publike. No in pa morda še bi vendar za trenutek ostali pri dramatiki, kako pa, mislim, kaj so ti tokovi, na kateri se Cankar vendarle uprl, kako je razvijal slovensko dramatiko, rekli ste, z vsakim svojim tekstom, ne, tudi je, recimo, njegovi teksti so izredno raznorodni na nek način med sabo, od prvega do zadnjega se kaže, jaz sicer ne maram besede razvoj, največkrat, ker to pomeni vendarle neko evolucijsko gledanje na literaturo, ampak vendarle mislim, da se kaže neka njegova pot, ki je enako seveda odmeva tudi v njegovi prozi, pa v drugih zvrsteh, ampak jaz mislim, da dramatiki še prav posebej morda so razvite neke oblike, ki morda kje druge niso. Cankar začne z romantičnimi dušami, z meščansko dramo. Torej gre za en tekst, torej za posebno formo, ki je bila zelo popularna v dramatiki 19. stoletja v Evropi. In Cankarjeva, mislim, meščanske drame je že pisal Vošnjak, ampak mogoče še bolj z nekimi takimi romantičnimi primesmi. Cankar to meščansko dramo vendarle postavi po eni strani v ta slovenski meščanski svet, torej nek realizem, ki pa mu doda, namreč Cankar svojo prvo dramo napiše potem, ko je že bil leto pa pol na Dunaju. Torej ta vpliv Dunaja, teh novih tokov, torej neke nove romantike, neke drugačne senzibilnosti je že zaznati tudi v tej meščanski drami. In pa seveda meščanska drama pomeni tudi nek nov prostor dogajanja, to je meščanski salon, ki ima neke svoje kode obnašanja, čustvovanja, prostor, ki je med javnim in zasebnim. Tako da romantične duše so zagotovo slovenska, mislim, najboljša meščanska drama tega časa. Potem sledi recimo Jakob Ruda, ki je izrazito taka psihološka igra pod močnim vplivom Ibsenovske dramatike. Torej on se tukaj, bi rekla, zavestno zgleduje po Ibsenu in želi narediti tekst, kot ga torej pozna Evropa, dramatika druge polovice 19. stoletja je Ibsenovska analitična drama. Tukaj sicer je tudi sam opazil, da mu je malo spodletelo, zlasti v tem smislu, da Ibsen vedno to predzgodbo tako malo počasi razvija, ustvarja eno dramatično napetost. Cankar tukaj je bil malo zaletav, on že takoj na prvih dveh straneh vse popiše in mu potem seveda malo zmanjka, potem pač poglobi tega junaka, to njegovo notranjost, neke notranje boje. Potem imamo za Narodov blagor. To je čisto nov tip komedije, to je satira, mi tega nismo imeli. Linhartova dramatika je vendarle veselo igra, pa tam so na koncu poroke. Tukaj ni poroke, tukaj ni rešitve, to je satira. Taka dosti trpka, zelo inteligentna, spet nekaj, česar nismo imeli. Pa potem recimo Kralj na Betanovi, ki je taka realistična, spet psihološka igra, zdaj da mačkam pospešen, da prijem do pohujšanja, ki je spet bi pa rekla tako bomba za takratni čas, torej tematsko, absolutno, ampak predvsem v formi, tako Cankar toliko razveže dramsko formo. Če mi pomislimo, da imamo te res neke strukture drame, on si prvošči tukaj eno čisto svobodno formo. Še za današnji pogled je to inovativno delo, tako blizu scenariju, danes bi mu rekli tako odprta drama. On tukaj res se poslužuje, torej res odmik od realizma, ta neka pravličnost, poigravanje z nekimi slogovnimi postopki, zlodeja vpelje, torej tudi liki, ki so izrazito nerealistični, ta nek dionizičen pristop, poigravanje z identitetami, to je izrazito gledališko besedilo. Nobeno od drugih ni toliko usmerjeno v neko samo uprizoritev. Potem pa Hlapci, ki so res neko tako temeljno delo, spet vrnitev k temu realizmu, pa bi rekla tudi ta neka sprememba s tem koncem, ki pa vendarle ni več realističen. Konec, ki že napoveduje potem lepo video, torej besedilo, ki pa gre v smer simbolizma, poetičnosti izraza, skratka neke čist druge spet senzibilitete, besedilo, ki je zelo intuitivno, osebe, ki niso več veljaki, neki kapitalistični veljaki, osebe, ki niso več meščani.
pravzaprav neki taki marginalni liki, odvečni ljudje, teh bledih oči, sanjavi, ki pa upajo, ki hrepenijo, ki verjamejo, da nekje je ta svetloba, nekje je luč. Tako da besedilo, za katerega tudi sam Cankar reče, da pisal sem dramo, na koncu pa je nastala pesem. Tako da nekaj, da se vržemo k poeziji, na koncu spet. No, zdaj smo večkrat slišali, da je bilo za njegovo ustvarjanje izredno pomembno njegovo dunajsko obdobje. To je bilo tudi, mislim, da ključno pri razvoju njegove kratke proze, če preskočimo zdaj v kratko prozo, ker se meni zdi, da je pravzaprav na nek način Cankar povezal, se pravi, slovensko ustvarjalnost z vsemi temi tokovi, gibanji, ki jih je spremljal sam na Dunaju, hkrati pa na nek način tudi presegal z nekimi, jaz se rekel, tudi za tedanje obdobje, pa za tedanji dunajsko kulturni milje, recimo za dunajsko literaturo, izrednimi pravzaprav opisi literariziranjem delavskega okolja, v katerem je živel. Profesorica Čeh-Stegar. Ja, hvala lepa. Cankarjev kratkoprozni opus je v resnici najobsežnejši, po mojem tudi najraznovrstnejši, tudi slogovno zelo raznovrsten, čeprav Ivan Cankar sprva sploh ni hotel nameraval pisati pripovedne proze. Še tam leta 96 je Govekarju, ko je že pisal, pa prej, leta že v realki, je Govekarju pisal, da piše smrtljave feljtone samo za denar. Njegova kratka proza iz tega zgodnjega obdobja pred prvim prihodom na Dunaj, kar se je zgodilo oktobra 1896. leta, še gre čisto v slovensko tradicijo, realistično-naturalistično tradicijo. Po Krsniku je pisal vaško okolje, tradicionalne zgodbe, je pa zaznati literarno satiro in že tudi socialno satiro. Njegova prva objavljena črtica je bila podpisana s pravim imenom oziroma začetnicami pravega imena X v Slovencu, to je bil Dobrotnik. 94. leta je potem že napisal literarno satiro in prišel v Ljubljanski zvon kot vodilno literarno revijo. Ampak moderno črtico, lirsko črtico, je lahko Cankar ustvaril samo v stiku z evropsko, dunajsko, takrat moderno. Vemo seveda, da z mladim Dunajem, torej z avtorjem mladega Dunaja, dunajske moderne, ni bil v nekem neposrednem stiku, ni prišel v stik s Petrom Altenbergom, Arturjem Šniclerjem, Felixom Saltnom ali Hugom von Hofmannstalom ali drugimi, je pa z velikim užitkom in z veliko slastjo prebiral moderne revije po dunajskih kavarnah, takrat si je že kar hodil po dunajskih kavarnah na začetku, tam blizu univerze, v kavarni Beethoven je celo pisal, tako poroča tudi. Tako da je pravzaprav ustvaril lirsko črtico, rezultat tega so vinjete, prva zbirka, ki je šla leta 1899, nekaj vinjet, teh začetnih lirskih črtic je že leta 97 objavljen v Slovenskem narodu, objavljen je Fran Govekar, tako da gre seveda za dekadenčne črtice, za senzualistično okolje, za senzualistično erotiko, impresionistično stilu, tudi za literarne satire. Tako da je seveda treba reči, da je to slogovno inovacijo, ta prehod v dekadenco, pravzaprav pokazal prej v pripovedni prozi, prej v črtici kot v poeziji, čeprav je pisal prej, ampak dunajski večeri so bili objavljeni šele v erotiki 1839. leta. No, ta zbirka je seveda dekadenčna, konča se z epilogom, kot vemo, in v epilogu 1899. datum ima 1. maj, kar je pomembno, se mi zdi, in pomenljivo, napisal sem samo par ponižnih vinjet. To seveda pomeni, da Cankar, kljub temu, da je vedel, da je črtica v pesem v prozi, da sta to tisti zvrsti, ki pravzaprav sta značilni za moderno, za prelom 19. stoletja, za novo pojmovanje časa, impresionistični pogled na svet, ampak on vendarle razmišlja še v okviru tega, da bi napisal veliki tekst. In tudi tukaj napove veliki tekst.
Tu si seveda mislimo dolgo formo, najprej si mislimo roman, lahko pa seveda to tudi problematiziramo, kaj je veliki tekst pri Cankarju. In za ta veliki tekst pravi, da bo strašen. Strašen, ki bo govoril torej napove tudi tematiko, to je socialna tema, pravi, hudo je, če si lačen, socialno oboštvo je, ampak še bolj ga vznemirja, duhovno oboštvo, ki je nekako razlito kot zeleno morje po vsej naši domovini, pravi Cankar. No, in kaj je zdaj ta veliki tekst, če gledamo torej naprej, kako se je kratka proza pred Cankarju razvijala, tam od leta 1909, od leta 1900 do 1909, nekako literarna zgodovina govori o tako imenovanem zrelem Cankarjevem obdobju ali dunajskem obdobju. Cankar ves čas piše kratko prozo, seveda pa piše tudi romane, začne pisati tudi romane, ampak kratko prozo ohranja, izda več zbirk kratke proze, polni literarne časopisi, literarne revije. In novembra 1899 je potem drugi, že prej 98 let obdobja, novembra 99 se potem nastanil Oda Krimov pri družini Löffler. Gospodinja je bila Albina Löffler, samohranilka, takrat ločena s 4 otroki. Preživljala se je tako in družina preživljala torej z izdelovanjem kravat, pomagali so morali tudi otroci. In Cankar se nastanil v tem takrat zelo proletarskem okolju, kjer to je bilo tudi večnacionalno okolje, veliko je bilo migrantov, prišlikov zlasti iz vzhodnega dela monarhije, gremo za neko notranjo kolonizacijo, zlasti češki delavci z Moravske, z Bukovine, tudi iz Bosne, torej južnoslovanski delavci, in opazuje to okolje. To je okolje najhujše bede, lakote, bolezni, prostitucije, pornografije, nasilja, alkoholizma. Skratka, gre za neko področje, za neko območje, o katerem predstavniki dunajske moderne niso napisali niti besede. To je bilo za njih pravzaprav nek svet, to je bil svet, ki jih ni zanimal, vendar ti avtorji prihajajo iz meščanskega, aristokratskega okolja, to je bila esteticistična literatura, ki se piše o umetnosti, o senzualni erotiki, dekadenci, o splinu in tako naprej. No, Cankar pa seveda opazuje to proletarsko življenje in to jemlje tudi kot motive za svojo literaturo in tam od knjige za lahkomiselne ljudi naprej pa vse to zbirke za križom. Do leta 1909 se nabere cela vrsta črtic novel, tako imenovanih dunajskih črtic, ki so umeščene v dunajsko okolje. V njih nastopajo otroci, doraščajoča dekleta, delavci, ki govorijo o tem svetu, v tej bedi in zdi se, kot da bi bila to socialna proza. Ampak ni samo, Cankar sicer izhaja iz socialnega okolja, opisuje to okolje, ampak iz tega naredi več. Iz tega naredi simbolistične črtice. Te literarne osebe, naj gre za Mini, naj gre za kancelista Jereva, naj gre za Anko iz Predmestja ali za Marženko iz Spomladi, vse te deklice, pa tudi otroci, tudi delavci, ki hrepenijo po domovini, nosijo v sebi silno hrepenenje. Hrepenenje po čem? Hrepenenje po lepoti, hrepenenje po sreči, hrepenenje po ljubezni, hrepenenje, če hočete, po novem življenju, ker je Cankarjeva sintagma.
Živijo neko notranjo razklanost med življenjem v Ottakringu, ki je opisano kot ječa, kot kaznilnica, kot prostor, iz katerega ni mogoče uiti. Tu Cankar ves čas ustvari neko pesimistično razpoloženje z opisi sivih ulic, zaprašenih stavb, okolja, prostorov, v katerih se ne da dihati. Sicer so te hiše ob cestah v Ottakringu na zunaj imajo neko ustrezno pročelje, ampak znotraj so stanovanja majhna, veliko število ljudi živi v njem, prostitucija se dogaja, spolno se dogaja, vsem na očeh, ljudje umirajo na cesti, veliko je nasilja in se to Cankar tako slika kot sivo življenje. Uporablja izrazito sivo barvo, v kateri pravi, torej tukaj je sivo tudi nebo, ne samo hiše, ne samo ulice, niso samo bledični ljudje, jetični, ampak je tudi nebo sivo, to je tudi okolje, v katerem so bili veliki obrati, industrijski obrati, opekarništva, obrati, tekstilni obrati, tako da je bil zrak po resnici zelo slab in posledično so ljudje umirali za jetiko. In nasproti temu je pa svet notranjega mesta, v kateri se pravi Ring, svet neke iluzije, svet neke lepote, nekega paradiža na zemlji, v katerega te osebe sploh ne morejo stopiti, ker nosijo v sebi to sivo predmestje. Tudi če vstopijo, se počutijo nelagodno in ko vstopijo v ta svet in se morajo vrniti v predmestje, ne vzdržijo več tega nasprotja med svetom lepote, prepelenja in pa resničnostjo, v kateri živijo in umirajo, delajo samomore. Mimi recimo je red, Maženka se napravi na pot domov na Moravsko, ampak na poti umre in tako naprej. Skratka, gre za simbolistične črtice, za, po mojem, vrhunsko simbolistično literaturo, ki sicer jemlje pač kot snov, kot motive iz tega delavskega predmestja. Čisto tako ni, da ne bi nihče od dunajskih modernistov pisal o predmestju in o Ottakringu. Izjema je bil Felix Salten. Felix Salten je madžarskega rodu, ampak družina se je zelo zgodaj preselila na Dunaj, dokaj on je bil edini, ki je bil iz revnejše družine, iz revnejšega sloja, ukvarjal se s kritiko, ukvarjal se z literaturo, je nekako imel pogled tudi v to predmestje, vendar je pisal samo o družabnem življenju. Njegovo najbolj znano delo je Wurst Prater, ki velja za tako klasično delo, v katerem opisuje tudi sodeloval tudi fotograf, so tudi črno-bele fotografije, pač družabno življenje tega delavskega predmestja, tudi prostitucijo, alkoholizem in podobno. In izhajale so, oziroma izhajale so socialne reportaže o Ottakringu. Max Winter je pisal socialne reportaže in zanimivo, da Max Winter, ki je objavljal v delavskem časopisju, zagotovo socialdemokratskem časopisju Arbeiterzeitung, tudi imenuje Ottakring kot kaznilnica, ječa, podobno kot Cankar. Tako. No, če zdaj od kratke proze preidemo k daljši velikim delom, oziroma daljšim delom. Imamo tudi tukaj, lahko govorimo pravzaprav o nekakšni inovativnosti v Cankarjevem romanopisju. Profesorice Zupancovo ste zapisali, da pravzaprav inovativnost Cankarjevih romanov preseneča še 100 let po njegovi smrti. V čem se pa pravzaprav ta inovativnost kaže in mogoče, če lahko nakažemo tudi, kako je ta inovativnost vendarle vplivala na razvoj slovenskega romana v nadaljevanju. Ker smo zdaj že kar veliko slišali, bom jaz izkoristila to možnost, da sem zadnja in bom malo poskušala povezati. Se mi zdi, da inovativnost izhaja tudi iz enega zelo velikega razloga, ki so ga že v bistvu vse tri moje sogovornice omenile, in reformatorskega razloga.
Torej pri erotiki ni pisal samo zato, da bi pisal o ljubezni, ker o ljubezni so že tudi prej pisali, ampak je pisal zaradi tega, da bi reformiral prejšnjo poetiko, da bi se pravzaprav upiral proti tedanjim normam, proti tedanji morali, kar je v bistvu mogoče tudi, mislim, da je Nietzschejev vpliv, čeprav ga neposredno ne moremo dokazati, in vpliv Dostojevskega. Se pravi, tisto, kar je bilo prej, je treba razbita in proti katoliškemu dogmatizmu, proti liberalnemu konzervatizmu, torej proti vsem tradicionalnim in nazadnjaškim silam. In kako je to naredil na področju romana? Jaz sem bila fascinirana, ker pač nisem nikoli imela možnosti, da bi vse to lahko pregledala. Vedno sem samo imela recimo kakšno področje Cankarja sem predelala. Tukaj sem pa zdaj videla, da je dejansko šel ravno tako, kot je šel pri dramatiki, samo da o tem ni tako pisal, kot je recimo več bilo rečeno v dramatiki, ko je izrecno rekel, mi nimamo ničesar, moramo narediti dramatiko tako in tako, ampak je dejansko šel popolnoma sistematično. Kaj smo mi imeli do Cankarja od romanov na voljo? Vse smo imeli romane, ja, smo jih imeli znatno več kot dram, smo jih imeli znatno več, mogoče tudi kot kratke pripovedi, ampak smo imeli meščanski roman in smo imeli zelo tak prilagojen zgodovinski roman. Torej, dva žanra smo imeli, Cankar pa uvede naslednje žanre. Prvi slovenski ljubezenski roman, tujci. Prvi slovenski generacijski roman, spet tujci. Prvi slovenski proletarski roman, Na klancu. Prvi slovenski simbolistični roman, Na klancu. Prvi slovenski pravljični roman, Milan in Milena. Hkrati pa seveda vse te žanre, ki sem jih omenila, seveda zelo pazi, da tudi poetiko stalno nekako nadgrajuje in tudi seveda poetiko to, kar je že pri erotike nastavil, se pravi, kaj bo njegova osnova, realizem, simbolizem z seveda impresionizmom in celo, jaz sama menim, da je napovedovalec ekspresionizma, s Hišo Marije pomočnica pa predhodnik modernizma. Tako da dejansko je bilo toliko inovacij in napisal je 9 romanov. Če bi recimo zdaj šteli 7 dram in 9 romanov, vidimo, da se je vendarle, čeprav se je čutil zelo zavezanega, da dramatiko reformira, se je tudi čutil zelo zavezanega, da reformira roman in je celo več naredil na tem področju. Če pa štejemo Marto, ki je nedokončana tudi kot roman in jaz bi jo štela kot roman, čeprav je dejansko to najslabše, ker pač jasno ni mogel izdelati, potem pomeni, da je napisal 10 romanov, kar še zdaleč. Zelo veliko let nihče ni presegal te številke, pa pustimo samo kvantiteto, tudi kvaliteto, pa še danes ni nihče presegal, če mene vprašate. Kaj je še tisto, kar je mene zelo, zelo fasciniralo? Vse, kar je delal v bistvu tako, da je prehajal iz ene v drugo. Recimo poezija. Mi smo rekli za poezijo pač po klasični retoriki je značilna izpovednost. Ampak on je v poezijo vstavljal druge stvari, se pravi tudi socialno kritiko, tudi ničejanstvo, vse te stvari. Se pravi, da je to izpovednost, ki jo je delno zanemaril v poeziji in lirizacijo prenašal tudi drugam. Recimo lirizacijo, vsi njegovi romani so lirizirani. Se pravi, čeprav neha pisati poezijo, on je še vedno pesnik. To je ena stvar. Druga stvar, on, ker je dramatik, vidi vse vizualno. Zato so njegovi romani lahko tako prepričljivi in tudi dialogi prepričljivi, to so resnični romani, mislim, to so resnični dialogi, to ne govorijo ljudje recimo tako kot zdaj v zadnjem, recimo Jančarjevem romanu, kjer je čisti konstruktor, ampak resnično govorijo, ti jim lahko recimo verjameš. Čeprav je recimo stil zelo, ne vem, zgleda recimo celo preveč estetiziran včasih, ampak dialogi so zelo prepričljivi in resnični. Ti rečeš, točno tako bi recimo govorila, ne vem, govorilo dekle staro 12 let ali moški star recimo 50 let in tako naprej. Tukaj se tudi vidi, da je res dramatik, tudi ko piše roman je dramatik, ko piše roman je tudi lirik, ne pozablja na te svoje, moramo pa vedeti, da je bil zelo dober risar oziroma slikar in zaradi tega so tudi recimo podobe zelo
To, kar si je on predstavljal, si je dejansko lahko tudi narisal in Hišo Marijo Pomočnice je dejansko risal, zato je tudi ta roman pisal skoraj 4 leta, ker si je vse situacije narisal in je to tudi potem pokazal nekaterim svojim kolegom, če bo v redu, kako bo to delovalo. Glede na to, da je bil recimo res zelo inovativen, je pa še nekaj, kar je, tudi prenesel pravzaprav iz poezije. On je bil edini slovenski umetnik, ki je temeljil na svoji avtobiografiji. Torej, avtobiografičnost ni štel kot nekaj, kar je primerno samo za poezijo, se pravi, v poeziji izražam svoje avtobiografske izkušnje z nesrečno ljubezen, z ne vem kakšno, pozitivnim vrednotenjem, negativnim vrednotenjem, ampak to je postavil za osnovo tudi romanu. Se pravi, jaz v romanu imam toliko moči in toliko si upam povedati o sebi. Potem, ko so prej zelo pazili, da so skrivali z različnimi žanri tudi svojo resničnost, je on še namerno včasih celo izpostavil, tako da je malo še provociral svoje resnične stvari, ki jih je seveda fikcijsko predelal, jasno, da te stvari ne moramo popolnoma preverjati, ampak dejansko se je vse skozi vrtel okrog sebe. In še ena stvar, ki se mi zdi, da v dramatiki ni prišla tako do izraza, je pa lahko prišla v romanu in v črtici, je pa empatija. V dramatiki seveda lahko mi, ko gledamo to, čutimo empatijo, ampak se dejansko ne moramo tako temu se reče notranji pogled, tako v sam lik spustiti, kot če mi beremo celoten opis nekega lika, recimo Franske ali Malči, kjer v tistem času seveda Hiša Marije Pomočnice ni mogla biti sprejeta, to zaradi tega, ker je bil nivo pripovedne empatije v Sloveniji znatno nižji, kot ga je Cankar pokazal v svojem romanu Hiša Marije Pomočnice. Izpostavljam Hišo Marijo Pomočnice tudi zaradi tega, ker mislim, da je to tisti roman, ki si ga prej omenil, da še danes ga nihče, torej noben slovenski roman tega romana, po mojem mnenju, ni presegel. Po vsem tem, kar sem povedala, pa še po vseh ostalih drugih stvareh. Zdaj, kje je recimo, če bi zdaj to malo sistematizirala, kje vidim inovacije? Vidim jih na zgodbeni in na pripovedni ravni. Ker ne samo na zgodbeni ravni, jaz problem današnjih sodobnih slovenskih romanov vidim v tem, da imamo recimo nekatere teme, ki dejansko niso bile nikoli obravnavane, ampak so inovacije samo na zgodbeni ravni, na pripovedni ravni ne vidim skoraj nobenih inovacij, razen pri nekaterih. Ker najtežje je narediti inovacijo na obeh ravneh, na zgodbeni in na pripovedni ravni. In to se mi zdi, da mu je uspelo v Hiši Marije Pomočnice, kjer je dejansko tudi, če bi vedel, recimo, teorije pripovedne empatije danes, predvidevajo, kaj moraš narediti, kako moraš pisati, da boš tako pripovedno empatijo sproduciral, kot je Cankar sproduciral, brez vseh teorij, seveda takrat na začetku 20. stoletja še niso govorili o pripovedni empatiji, ampak so govorili o sočutju, o usmiljenju, kar je recimo pa zdaj v nasprotju z Nietzschejem, če je recimo moč pa prevrednotenje vrednot, tisto, kar je dejansko imponiralo Cankarju pri Nietzscheju, je zdaj sočutje oziroma empatija, danes to imenujemo tisto, kar pa dejansko Nietzsche ni propagiral, tukaj je bil Cankar popolnoma originalen. In na zgodbeni ravni se mi zdi inovativno to, da je na poseben način pomešal dve temi, to je Eros Thanatos, še zdaleč stran, mislim, Gradnikov, se vedno tako povzdiguje, ampak je tukaj recimo Cankarjev znatno bolj kvaliteten, zaradi tega, ker ne moremo nikakor natančno predeliti, kakšno vlogo ima recimo smrt v Hiši Marije Pomočnice. Če gledamo skozi socialistične oči, kar je seveda Cankar bil socialist, je seveda tukaj smrt kot neka kazen za to, da je kapitalizem tako gnil, da je ta gnilost družbe se zrcali na tudi patoloških družinskih odnosih. To je samo ena razlaga. Če gledamo soteristično razlago, se pravi katoliško, ta soterizem kot nauk katolicizma, je to vera v odrešitev, torej posmrtno, da duša se odreši. Ampak ta je tudi samo delna, torej ne moremo reči, da je tukaj recimo ena, da je najbolj zveličavna. Ali recimo misticizem, mistika.
vira v neko duhovno življenje, v neke duhove, posmrtnost in tako naprej, na način misticizma, spet ne more biti, recimo. Na način esteticizma, ker dejansko ta smrt je nekaj estetskega, ne, v Cankarju. Je nek odsev simbolizma, je neka duša, je neka lepa duša, ampak spet ni samo to. In ravno to se mi zdi, da je bilo tako kompleksno, da je dejansko bilo kar 30 let prezgodaj za celotno to slovensko kritiko, ne samo za slovensko bralstvo in šele Izidor Cankar, kot vemo, 20 let po Hiši Marije Pomočnice je te stvari malo prevrednotil. Pa še recimo tabu teme, ne, v zvezi s spolnostjo, ker Cankar je vse 3 ljubezni tako kot Prešeren, ni čudno, da je znal Prešerno na pamet, ne, skoraj vse stvari, ampak ni samo znal ponavljati, ne, ker nekateri znajo na pamet, ampak ne ponotranjo filozofije oziroma recimo estetike, poetike. On je točno vedel, da je treba 3 ljubezni med seboj povezati, ne samo ljubezen do ženske, kar se v današnjih romanih recimo kaže, ne. Ampak je potrebno ljubezen do domovine ali pa do jezika karkoli in ljubezen do umetnosti. To je pa on že iz erotike vlekel sem to. In tudi v črticah seveda. In v drami, ne, in seveda v romanih. Torej vseh 4 zvrsteh je pravzaprav, se mi zdi, naredil te inovacije, ki so seveda temeljile že na prejšnjih nekaterih osnutkih, ampak so bili prej samo osnutki. Tako da jaz se bom Cankarjevih romanov dotaknila še z drugih vidikov, zdaj sem samo enega lahko in že zdaj vidim neverjetne stvari, o katerih sploh ne bom več govorila. No, če naredimo še en hiter krog, jaz bom zdaj malo skakal, da se bom skušal povezati vse to v neko enotno zgodbo, pa je mogoče se vrnil najprej na dramatiko. Zelo pogosto pri Cankarju govorimo, da je naredil, da je pravzaprav z dramatiko opisal slovenski značaj Slovencev, našega narodne biti, tako rekoč, da zaradi tega Cankar je neprestano gost v slovenskih gledališčih. Skratka, vsako leto imamo uprizoritve Cankarjevih del. Po drugi strani pa se vendarle kaže skozi številne uprizoritve Ivana Cankarja, kako različno se da interpretirati njegovo dramatiko. In to je meni nekako, ne vem, ali je to kontradikcija, ali pa vendarle točno to potrjuje, da je Cankar bil pač mojster nekega slovenskega nacionalnega karakterja. Jaz nisem pravi sogovorec za ta slovenski karakter. No? To je že drug pisatelj. Tako da jaz to nikjer in nikoli, no? ne v predavanjih, ne v kakšnih svojih člankih nisem pisala, da bi šlo zdaj samo za slovenski značaj. Je pa to se vedno dobro sliši, a ne, zelo radi imamo te neke take kratke parole, narod hlapcev, dolina Šentflorjanska, ampak jaz mislim, da ima vsaka država svojo dolino Šentflorjansko, ne. In zato ta dolina Šentflorjanska tudi povsod funkcionira, veste, tudi v Bolgariji ali pa na Slovaškem ali pa pač kamorkoli jo postavite, ne. Seveda pa zavzema tudi slovenski značaj, ne. Ampak slovenski značaj bolj v smislu nekih univerzalnih elementov, ki seveda so lahko samo slovenski, ampak hkrati zlasti Pohujšanje ima tudi neko to svetovljansko dimenzijo. To je tekst, ki korespondira z enim kupom ključnih tekstov evropske književnosti. Naj bo to Faust, naj bo to Shakespeare, naj bo to Saloma. Tako da Roma in Julija, no, sem mislila Shakespearea. Tako da se mi zdi, da je ključ do uspeha tega teksta drugje. Recimo, če se tukaj ustavimo, da ta tekst je toliko odprt in omogoča toliko interpretacij, hkrati pa je zelo svoboden v tej gledališki dimenziji, gledališki govorici. Da ga lahko narediš kot opero, lahko ga narediš kot balet, lahko ga narediš kot eno socialno dramo, lahko ga narediš kot pravljico, tako da lahko ga narediš pa tudi kot eno resno kritiko položaja umetnika v svetu. Tako da v veliko smeri je odprt, kar omogoča torej zelo, zelo raznolika branja. Ta tekst se res da zelo prilagajati. No, na drugi strani, recimo, imamo pa Hlapci, so pa drugačen tip besedila, spet, kjer imamo tega gospodarja, hlapca. Jasno, da smo Slovenci bili nekako podrejeni zgodovinsko gledano.
in najbrž nekaj te podrejenosti je v našem genskem zapisu, ne? Tukaj pač ne moramo kaj. In jasno je, da pač Cankar je izhajal iz tistega trenutka, ta njegova sposobnost opazovanja, torej po eni strani opazovanja sveta in po drugi strani generaliziranja nekih temeljnih principov delovanja sveta, se mi zdi izjemno pomembna za Cankarja. Ker Cankarjeve osebe so neke generalizirane sheme vrednot, pogledov na svet, delovanja v svetu, obnašanja v svetu. In te osebe bi rekla, da tudi šele delujejo tako v tem nekem soočenju drugega z drugim. Ne. Po eni strani so nek princip, ampak hkrati problematizirajo vse ostale. In spet, neka druga oseba je nek princip delovanja, ampak hkrati svojo držo problematizira druge like. In to se mi zdi v Hlapcih, da se res najlepše pokaže, kjer mi nikoli ne moramo reči zdaj, samo pač Jerman, ampak mogoče je danes veliko bolj uspešen princip Komarja, ali pa je bil od nekdaj bolj uspešen, pa nad učitelja. Tako da bi rekla, da Hlapci vendarle prinašajo neke take zelo univerzalne teme, čeprav jih vedno imamo za te temeljne premise, narod Hlapcev, to vendar ves čas podarjamo. Ampak Hlapci so en tak tekst, kot imajo pač Angleži, recimo Hamleta. To je en tekst, ki se sprašuje o temeljnih bivanjskih vprašanjih. To ni samo gospodar in hlapec. Ne? To je besedilo, ki se sprašuje o tem, jaz živim, kako naj živim, imam svoje prepričanje, rad bi spremenil svet, opažam, da svet ni v redu, hočem to narediti. Ampak kaj se mi zgodi? Ne? Trčim ob neke drugačne vrednote, naj vztrajam pri tem. In kaj se zgodi, če dobra dejanja, vsi vemo, da ta Jermanov načrt, to je nekaj pozitivnega, ne? On bi rad ljudi izobrazil, rad bi dvignil to neko duhovno zaostalost kraja. Ampak kaj se zgodi? Tako daleč gre, da kričijo na njega, ubijmo ga, kamne mečejo v njega v tej gostilni. Torej nek skrajni odpor. In Jerman po drugi strani torej dela dobro, pa je poražen. In pa hkrati je poražen tudi na en taki čist osebni ravni. Rad imamo, ampak kaj pa, če je samo za trenutek skrajšal njeno življenje. Torej poražen na dveh ravneh, spet neko ključno vprašanje, torej kako vztrajati, kaj narediti, če imajo tvoje dejanja neke negativne posledice. Hočem povedati, da to je tekst, ki res neka ključna vprašanja človeškega bivanja postavlja. Torej, kako živeti, čemu živeti, kaj so vrednote, je torej prepričanje temeljna vrednota, se splača za svoje prepričanje zastaviti tudi življenje najdražjega. Skratka, izredno temeljno vprašanje. In kaj, če prepričanje ni dovolj, če akcija ni dovolj, če sprememba sveta ni dovolj, kaj, če ima moje bivanje nek drug smisel, ne? In zato potem tudi to pravzaprav Cankar razmišlja o tem, Cankar to raziskuje, to je njegovo lastno razmišljanje, ki se vleče pač čez celoten literarni opus. Izjemno ključna vprašanja. In tudi spoznanje Hlapcev na koncu se preveša v drugo smer. Na koncu ni več prepričanje, ni več akcija. Na koncu je ta metafora srca. Torej nekaj drugega je ljubezen, je usmiljenje. Je še nek drug princip, ki ga potem nadaljuje v lepi vidi, kjer ni več neke zunanje akcije. Tako da, torej jaz bolj Cankarja vidim kot nekega avtorja, ki zastavlja zelo temeljna vprašanja. In ta zgolj samo slovenstvo, pa narod Hlapcev, pa smo dolina šentflorjanska. To je zelo, se mi zdi, taka poenostavitev Cankarja in njegovega literarnega opusa. No, Cankar je bil glede nekaterih stvari, kot smo zdaj večkrat slišali, pred svojim časom. Pri nas recimo zadnja leta šele odkrivamo živalske študije oziroma pravzaprav nekakšno ekokritiko, medtem ko se njegova kratka proza je že imela veliko živalskih podob, veliko živalskih črtic, o čemer ste tudi profesorica Steger, vi sami pisali, večkrat. Ja. Živali se pri Cankarju pojavljajo na zelo različne načine. Velikokrat zgolj kot primera, kot prispodoba, kot simbol, in to seveda ni ekokritiški vidik, ker ekokritiški vidik zahteva
da je žival obravnavana kot subjekt. Kot samostojen, avtonomen subjekt, ne v neki drugi drugotni funkciji, niti ne kot simbolični paralelizem. Jaz sem vesela, da se zdaj egokritika vendarle tudi pri nas uveljavlja, saj že nekaj let imamo imeli smo že nekaj simpozijev, tukaj je doktorica Darja Pavlič, ki prijeti organizirala simpozij o Juretodeteli, doktorica Irena Novak-Popov, sama tudi z egokritiškega vidika, v Svetlani Makarovič, v Mariboru smo imeli pred 2 letoma egokritiški simpozij oziroma animalistični simpozij. Zdaj, egokritika in animalistične študije sta pravzaprav 2 disciplini. Čeprav je tudi v teoriji tako, da recimo ena zelo znana egokritičarka Ursula K. Heise animalistične študije šteje v okvir egokritičnih študij, ampak to zdaj pustiva ob strani. Cankar se mi zdi, da je tukaj zelo aktualen, zelo modern, če govorimo o ciklu živalskih črtic iz tujega življenja. Ta cikl črtic 7 je pisal tam od leta 11-12, ko je prišel na Rožnik in pa tam do leta 14, vse razen ene istrskega osla so umeščene v rožniško okolje. Cikl je prvotno poimenoval iz prirode in ga potem preimenoval v cikl iz tujega življenja, naredil je tukaj zelo pomemben premik, da črtice opisi, torej iz prirode pomeni, da samo opisuje živali, opisuje naravo. Živali torej v tem ciklu imajo svoje življenje, to je tuje življenje, v katerega se človek ne sme vtikovati. To se mi zdi je temeljno sporočilo Cankarja. Cankar je tukaj zelo intenzivno razvil empatijo do živali, do drugega. Po moje pomenijo te črtice velik prelom v tematizaciji živali, kot mi vemo, da je recimo rjavec pisal, podobe, domačem tuje podobe v živalih, ampak čisto z antropocentričnega vidika. Pri Cankarju pa gre za kritiko antropocentrizma, čeprav deloma so še antropomorfizirane, lahko tudi, ampak vendarle nastopajo tukaj kot samostojno, tudi naslovi črtic so poimenovani po živalih. Gre seveda za domače in domače živali, piše torej o sovi, o psih, o oslu, o muhah, in obsoja človekovo nasilje nad živalmi. Človek se postavlja kot gospodar, lahko uničuje, lahko ubije žival, zato ker mi pač ni všeč, ker ni takšno, kakršno si je sam predstavljal, kot recimo govori črtica o istrski osel, ki so si pač iz strani želeli požlahniti oslovski rod, ko so naročili osel iz Italije, pa ta ni bil takšen, kakšnega so pričakovali in so ga zato spodili na kraju istrske hrib. In tisto, kar se meni zdi zelo pomembno v teh črticah, je, da se to ta drugi žival, poleg drugega, zdaj osamosvaja in se v okviru tudi, če hočemo, kulturno-ekološkega protidiskurza, imaginativnega protidiskurza človeku upre. Upre na tak način, torej kot subjekt, da vpliva na njegovo vest, da se sliši glas od nekod iz onstran, da je pogled živali, oči ima izjemno pomembno vlogo pri Cankarju, pri ljudeh in tudi pri živalih, da je oko usmerjeno v človeka, da je sovražno. Skratka, to je svet, v katerega človek ne sme in ne more ali pa ne bi smel udirati in si ga prisvajati. Pred nekaj časa sem brala, da je profesor Paternu objavil svoj referat iz akademijskega simpozija, kjer se je tudi dotaknil teh živalskih črtic, ali sicer opazuje z vidika Elitonove filozofije optimizma in resignacije. Pravi, da je to da bi s tem ciklom lahko Cankarja aktualizirali doma in na tujem.
No, saj v resnici niso tako neznane, ne, te črtice. Bile so objavljene v Slovenskem narodu, bile so pripravljene za zbirko Moja Nina, ki je bila pripravljena za leto 1914, vendar pa takrat ni šla potem po Cankarjevi smrti leta 1935, jaz sem malo pogledala. Bile so tudi prevedene v nemščino, zelo zgodaj skupaj s Hlapcem Jernejem in Gusti Jirko kot prva prevajalka, knjižna prevajalka Cankarja v nemščino, je prevedla kar nekaj živalskih črtic v nemščino v knjižni obliki so že leta 1929 s Hlapcem Jernejem. Zdaj v sodobno nemščino jih je prevedel Ernst Döstler, po mojem genialni prevajalec celotnega Cankarjevega, skoraj celotnega Cankarjevega opusa, da se spominjam tistih 90-ih let, sredine 90-ih let, ko sem bila lektorica v Gradcu za slovenščino, ko je začel prevajati zase te dunajske črtice in so se vrstili celi literarni večeri in smo takrat brali tudi odlomke iz Hiše Marije Pomočnice, iz Hiše Marije Pomočnice, njegovih prevodov. To je bilo pravo odkritje Cankarja sredi 90-ih let, bilo je ne vem koliko kritik iz nemškega, avstrijskega področja, ki so na novo odkrivali Cankarja, ki so pisali o Cankarju, da je to pisatelj evropskega simbolizma, da je dopolnil avstrijsko moderno, da je prikazal kletno stran, če hočete, podzemlje dunajskega sveta in tako naprej. No, skratka, jaz mislim, da je bil tukaj Cankar, ali da je tukaj Cankar zelo modern, kajti tukaj nastopajo tudi živali kot moralni subjekti. Ne gre samo za teh nekaj črtic iz tega cikla, ker ti živali je potem uporabil tudi v podobah pisat, recimo Lede se spomnimo, ali pa Sraka in Lastovice, ali pa v črtici Maj, kjer se žival upre človeku, ga vpliva na njegovo vest, ga pritiska, se spomnim recimo črtice Maj, ki se pojavljata Čmrl pa Mramlinček, ki se pospleta na spečega pripovedovalca, se povečuje in se pojavi nasinička in pravi, bojim se kragulja, ali bolj se bojim tudi, bolj se bojim človeka. Kragul ubija zaradi lakote, človek je pa nasilja. Tako je, no, ravno smo omenjali nemščino, oziroma prevode Cankarja v nemščino. Mogoče malo znane dejstvo je, da je Cankar tudi pisal pesmi v nemščini in pri tem je tudi vas, profesorica Novak Popov, nekaj malega presenetilo. Ja, to je res, ja. Ko sem naletela, sem jasno, osnova vsakega raziskovanja Cankarja je zbrano delo. Potem, če te kaj muči, greš pa pogledat še v rokopisni oddelek Nuka in si tam stvari ogledaš na lastne oči. V drugi knjigi zbranega dela, to je številka 2, prva je erotika 1 plus dodatek, druga je erotika 2 plus dodatek, je med besedili, ki so naj bi nastala okrog leta 1902, se pravi na Dunaju, pa na Dunajsko slavno obdobje, tudi 11 tako imenovanih, jaz jih imenujem kupleti. Urednik zbranega dela Bernik jih ni tako imenoval, ampak to so res pravi kupleti. Po žanru, se pravi, nemški teksti v nemščini napisani in sicer danes nekoliko malo starinskih in malo pogovorov, ker ima te izkrajšane oblike, recimo nedoločnikov, 2 4-vrstičnici, prestopno rimani, se pravi drugi in četrti vers se rimata, ki 11 takih tekstov po 2 4-vrstičnici. Jaz to berem, ne znam tako zelo dobro nemško, pa si vse si to prevedem, preverjam slovarju, dokler jih nisem do konca res razumela. To so take kratke, duhovite, zelo inteligentne pesmice, ki imajo v središču ne osebo, ampak stvar. Stvar, ki se imenuje gas candelabra. To je plinska svetilka. To je sama forma in jezik, izbira nemščine, je meni zbujala velike dvome. In še en poseben humor,
ki je mogoče samo še v pohujšanju. En tak res humor, hkrati pa nekoliko tudi jedek. Kajti Gas Kandelaber odgovarja zelo duhovito na vsa dvomljiva vprašanja človeka. To je, in potem sem rekla, zdaj pa moram to raziskati, odkot bi to bilo? Mislim, to je taka duhovita, mečkan satirična, sodobno-tehnološka zadeva. Zakaj sodobno-tehnološka? Zato, ker so konec 19. stoletja in začetek 20. stoletja Dunaj plinificirali. Takrat so zgradili tudi ogromna skladišča za shranjevanje plina, ki se imenujejo gazometer. Danes to seveda imajo druga skladišča. Gazometer, to so 4 taka skladišča, okrogle stavbe, zelo visoke, ogromne pravzaprav. Dali so jih tam okrog leta 2000 ali pa 90. leta 20. stoletja na javni razpis s svetovnim arhitektom in danes so to spremenjena, ti gazometri spremenjeni v stanovanja. Takrat so bili pa to skladišča za plin. In zdaj imate vi en tak Gas Kandelaber, eno plinsko stilko, stoji pred opero, pred Dunajsko opero, se pravi v tem res pravim tem ring, visokomeščanskem, najbogatejšem delu Dunaja, mimo peli tramvaj, in hodijo sprehajalci in vsak ima temu Gas Kandelabru kaj za pripomet in on nazaj fino zabije. To ni Cankar, ne mogoče, da je Cankar to napisal. Napisana so s Cankarjevo pisanje. Ni bilo mogoče najti vzorca, po katerem bi bili ti teksti napisani. Jaz sem strokovnjaka in za nemško, in za avstrijsko, in za slovensko literaturo Petra Šerberja, ki živi na Dunaju, posebej vprašala, sem rekla, Peter, prosim, razišči. Jaz tega v Ljubljani ne morem ugotoviti. Izidor Cankar pravi, da so to Cankarjevi teksti, zdaj pa ti preveri, a je to mogoče kakšen prevod. In on mi napiše ravno to zgodbo o plinifikaciji, o tem, kako je bil v bistvu tudi sicer Cankar fasciniran nad tehnološkim napredkom, v bistvu je njega to zanimalo. Hkrati pa je na ta način tudi nekako odstranil dvom v to, ali je to potrebno ali ni potrebno. To je pač en del te industrijske revolucije, ki je prišla že na Dunaj, ne vem, kako je s tem Ljubljani. Ljubljana se je relativno zgodaj plinificirala in elektrificirala. Vemo, Ante že ima kot bivših na te električne metafore, takrat se spomnim, da sem šla raziskovati in v 1910 smo bila že imeli elektriko, vsaj nekateri deli. Skratka, in potem sem rekla, zakaj tega niso dali prevesti? Zakaj so lahko dali njegove kritike, njegove članke, njegove fantome prevesti iz nemščine v slovenščino, danes mi to lahko berete v izbranem delu, teh pesmi pa ne. To je en tujek. To je nekaj, kot da ni slovenska literatura. Je pa odlično, duhovito in človek je presenečen, tudi to je Cankar. No, če smo že mogoče, če sem mal kritičen, če smo že pri tem, kaj slovenski literaturi pogosto tuje, so to tudi kompleksno izrisani ženski liki, posebej moških avtorjev. In pri romanih, recimo, se to, pri Cankarjevih romanih se recimo izkaže to, da je tudi on zelo revolucionarno pravzaprav izdelal ženske like v neke kompleksne osebe in pogosto tudi namenjal osrednjo, recimo, vlogo v romanu. Ja, no sej, ravno na tem sem jaz tudi temeljila tezo, da so romani v njegovem ustvarjanju zelo pomembni, kajte recimo od romatiki nikoli ne postavi ženske, čeprav ne mislim, da ni pomembna, ampak je seveda pomembna, v dramatiki nikoli ne postavi ženske za osrednjo osebo. V romanih je to 5-krat, če štejemo še Marto kot nedokončan roman, je to 6-krat. Mislim, to je neverjetno veliko, glede na to, da prej do Cankarja nihče od moških ne postavi žensko za osrednji lik, razen recimo seveda tale Sliva, Šarovčeva Sliva, ampak tam je bolj Sliva osrednja, ne pa Meta. In ravno s tem se pokaže, kako je narava močnejša,
kako je v bistvu nemogoče, da bi ta ženska premagala ta, ker je usojena v to svojo, ker se pač ni poročila, ker nima denarja in tako naprej, ne? In jo pravzaprav njo sliva premaga, ne? Torej, in ona znori, ne? Tako da jaz mislim, po mojem mnenju tukaj Meta še ni glavni lik, ampak je bolj sliva. Medtem ko je recimo v Cankarjevih romanih seveda ženska in še to, kar smo prej rekli, kaj je še novega, recimo, nisem mogla, ker je toliko novosti prej vse govoriti, ker potem bi presegla svoj 15 minut. Ampak tudi to, da je postavil otroke za glavne like. Otroci so sicer vedno bili, ampak so bili razumljeni tako, kot je recimo takrat svet razumel. Otrok je samo pomanjšan človek, mali, ki mora ubogati, ki ima čisto neko drugo filozofijo in psihologijo kot vsi ostali. Zato otrok ne sme biti erotiziran, otrok mora biti na določen način mistificiran, a po drugi strani mora biti tabuiziran. Cankar je v bistvu to vse, bi lahko rekla, presegal in sicer že s Fransko, torej, kar ji posveti na Klancu zelo veliko prostora še kot punci, torej kot hčerki, šele kasneje ona odraste, potem v hiši Marije Pomočnice so tako in tako samo dekleta, torej so res otroci, glavni liki, potem za Križem, Križ na gori recimo, kjer je spet glavni lik pravzaprav ženska, ki odrašča, najprej pa še otroka, že kot otrok se zaljubi v umetnika in v bistvu potem šele skupaj odrašča s to svojo nesrečno ljubeznijo. Tako da dejansko je Cankar tudi tu premaknil meje in mi gledamo otroka skozi njegove oči. Ne gledamo otroka skozi oči matere ali pa skozi oči očeta ali pa okolice. In to je tisto, kar je fascinantno in to je tudi tisto, kar niso mogli požreti Slovenci leta 1904, ko je bil izbrazana hiša Marije Pomočnice. Namreč vse, kar se jim dogaja, spolnost, so otroci posredovali nefiltrirano, kajti otrok ne filtrira, otrok pove iskreno, odkrito srčno. In iskrenost, odkrito srčnost je pa tudi glavni adut Cankarja. Vi do Cankarja ne boste našli tako iskrenega, odkrito srčnega človeka, kot je bil, in resnicoljubnega. In tudi še daleč kasneje ne. Tako da se mi zdi, da tu dejansko, kakorkoli se obračamo, naletimo na toliko novosti, toliko pozitivnih novosti. In toliko stvari, ki so pravzaprav, jaz sploh nisem govorila o simboličnem neutrumu, ki je recimo usodno zaznamoval generacijo, še kasneje vlado že Bota, Bertolt Bojtu in tako naprej. Torej, ogromno je teh samo tehničnih novosti, ampak recimo že samo to, kako postaviš razžaljene in ponižane, se pravi tiste, ki so popolnoma brez moči, brez oblasti, kot glavne like, se pravi brezposelne, prostitutke, delavce in tiste, ki so pač bili prej neprimerni, so se tako pač imenovali kot neprimerni za glavne like, otroke in živali. In do vseh spostaviš empatijo. Poskušaš razumeti vse, čeprav si ti moški, si bil moški, si moški, ki ima določeno pozicijo, ker Cankar je imel pozicijo, Cankar je bil zvezda, imel že zvezdniški sijaj, torej je bil navaden pisatelj. In kljub temu znaš se potegniti nazaj in znaš recimo pogledati skozi oči drugega. Ne samo tako, kot jaz pač opazim v današnjih nekaterih vodah, ko si enkrat pisatelj, ko imaš enkrat recimo, ne vem, par nagrad, sicer niso tako pomembne, ampak tebi se zdijo, da so neverjetno pomembne, potem pa nimaš več posluha za določene sloje, za določene tudi poetike, like in tako naprej. No, tako, zdaj smo kar veliko slišali, mogoče malo prišli čez tisto uro, ki smo vam jo obljubili, ampak zdaj, če je še vendarle kakšno vprašanje, če se morda nismo odprli ali pa nismo imeli časa odpreti, imate zdaj še ta možnost, prosim? Prvič, vprašanje je bolj tako splošno. Koliko recimo lahko verjamemo, recimo, da je to, kar imamo v Cankarju, res cel Cankarju, poskrbimo, da je Cankar cigansko živel, in v vsakem premetavanju se nekaj moralo zgubiti. Drugo je pa B, če lahko recimo ugotovimo, odkot je recimo on dobil recimo, bom rekel, te literarno-knjižne ideje, oziroma če imamo dokaz, da recimo on prebral knjigo nekega literarnega teoretika,
Ker jaz preprosto ne verjamem, da on dobesedno intuitivno pobral nekje iz nekih časopisov, bom rekel čisto vse, kar se tedaj aktualnega v evropski literaturi dogajalo. Teoretika najbrž ne. Literati načeloma ne berejo literarnih teorij. Literarna teorija je konstrukt zato, da si pojasnimo, kaj je literatura, kako deluje, kako je narejena, kako jo razumemo in tako naprej. Bral pa je filozofe in bral je literate. On je bral Ruse, se pravi Tolstoja, Gogolja, Dostojevskega. On je bral Američana Emersona, on je bral Nietzscheja, on je bral avstrijske avtorje, francoske pesnike in tako naprej. Shakespearea, Goetheja, Cervantesa, tako je. On je bral klasični kanon evropske literature in tudi nekaj filozofije. Živel pa je z odprtimi očmi in bral je tudi časopise. Tako da je bil zelo na tekočem svetovnem dogajanju. Se spomnim, da je pisal recimo o nekih kongresih, ki so bili proti militarizmu. To je njegov publicističen del oziroma feutonistični del in je enostavno rekel, dokler vlada kapitalizem, je v interesu kapitala, da se oborožujejo države in da se to orožje tudi uporabi. Te lepe duše, ki se tukaj zbirajo in govorijo lepe misli, to je sicer zelo v redu, ampak z tega ne bo nič. Skratka, zelo pronicljivo je analiziral družbena vprašanja tudi na podlagi lastnih izkušenj, na podlagi branja, prej je bil omenjen Arbeiter Zeitung, Dunajski, socialistični. Ja. Skratka, časnik hkrati je pa zelo dobro spremljal tudi to, kar se dogaja doma. On je spremljal časopise, Dunaj je bil takrat naše glavno mesto. Tako da je vse prihajalo na Dunaj. On je res bil zelo razgledan. Treba je iti pogledati to razstavo v Cankarjevem domu, pa boste videli, s čim vse je bil seznanjen. To ni, noben pisatelj ne živi v vakuumu in ne more preživeti kot dober pisatelj brez branja. No pa še nekaj bi rada izpostavila, kavarniško vzdušje. V tistem času, to je na začetku 20. stoletja, je bilo značilno, da so se znatno bolj družili. Prvi so se družili Slovenci skupaj, potem vsi Jugoslovani na Dunaju in potem tudi, recimo Cankar je imel razmerje tudi z eno Francozino, ki je bila zelo izobražena in bogata in tako naprej. In preko nje, on je tudi večkrat kam šel, pa ni nikomu povedal, ker je imel tudi nekaj prijatelj, za katere zdaj ne moramo točno dokazati, da jih je imel, in to so bili tujci. Ampak zanj je bilo značilno, da ko so se pogovarjali, recimo tudi Meštrovića, je spoznal, Meštrović je bil popoln klerikalni človek, ampak je na začetku bil zelo za žensko gibanje. Zakaj? Ne zato, ker je bral teoretike o ženskem gibanju, ampak takrat, če si bil na 20. stoletju na Dunaju, pa da nisi bil za feminizem, so te odpikali. Ti sploh nisi mogel tam zraven piti pa pametovati, kaj pa te babe in tako naprej. Ne, ti si bil popolnoma neizobražen, se niso s tabo več pogovarjati. In tudi Meštrović ima prvi svoj ciklus, Ivan Meštrović, ima izrazito erotiko, zelo prosvetljeno. Potem pa gre, ne more svojega patriarhalnega režima, katerega je pač imel, se pa spet vrne nazaj na te tradicionalne ženske, ženska nosi, ženska dela, ženska doji in tako naprej. Tako da dejansko Cankar se je zelo veliko poučil, ko so se pogovarjali različni, kdo nekaj prebral, in to so predebatirali, to so debatirali tudi po več dni. To ni bilo tako, kot danes en SMS pošljaš in to je to, ampak se je dejansko predebatiralo in on je imel 100% skoraj spomin, kar mu je nekdo povedal, se je zapomnil. In je skoraj bilo, kot da je sam prebral. Samo še to, kaj je gospod vprašal, kako mi to vemo. Cankar je to sam napisal, on recimo tudi v pogovorih z Izidorjem Cankarjem. Vem, so med literarne zgodovine, dobro vem, da nikoli ne verjami pisatelju, kaj napiše o sebi do konca. Ampak ne gre samo za to, kaj je napisal, gre tudi za to, kje je bil,
recimo, Seveda se najbrž se bereš ni literaturo, ne. Najbrž si ni izmislil, da je šel v gledališče, Ja, da je videl razstave, je pisal kritike o razstavah na Dunaju, o slovenskih impresionistih. Skratka, šlo je za en tak zelo širok format, ne, avtorja, tako da ni, da mi zdaj to samo z literarnih tekstov mislimo, da je tako, ne, ki so pač jasno, da lahko avtobiografski, ampak še vedno je to fikcija. Še kakšno, mislim, Literarne teorije in literarnih teoretikov res ni malo, ne? Je bilo v pravi Ja, vrag tako je. vse teorije, ne? Točno. Vrag vse teorije so Tukaj oziroma jezikoslovcev subjektivizem, ni za malo. kriminalizem, jezikoslovcev, tako ali tako, ne? Golčalova poetika ne šla na živce, ne? Se pravi, vse je bilo Ja, seveda, če poprednačkal, pa treba popraviti, znati ne? to. Popraviti. Potem pa pravil, ne. Kje boš pa inoviral, Ne. če te pravila držijo Če boš za samo vrat? pravila Prav poznal. je Goetheja, ne, v poznejših letih, v začetku se me je torej to upiralo zaradi nemške šole, nemške realke. Bral je Demna, zagotovo, bral je z užitkom Verlaina celo v originalu. Ohranjeni so njegovi prevodi Verlainovih pesmi. Baudelaira ni maral, bral ga je Raboja, Wedekinda, ne, in celo vrsto Metterlinka, celo vrsto avtorjev, Petra Altenberga, ne, zelo ga je prebiral, po moje je zelo vplival nanj, čeprav je Cankar tam že 97. leta, ne, govoril, svaril slovenske pisatelje pred nekim zavitim slogom, nenaravnim slogom Petra Altenberga. Tudi Šniclerja je bral, čeprav ga nikjer ne omenja, ampak si vidijo paralele. Bral je Karla Krausa, čeprav nikjer, to je bil dunajski kritik, izjemen dunajski kritik monarhije, čeprav nikjer ne napiše, Cankar, jaz sem malo gledala, o katerih avtorjih piše, kdaj, in Karla Krausa v resnici nikjer ne omeni. Tudi vso slovensko tradicijo. Seveda. Vse slovensko. Kanon, mislim to, kar mogoče sploh takrat, če ni bilo postavljeno kot kanon. Ne. Mislim, ko vidiš, kako je on vrednotil stvari in na kaj se je pri tem skliceval, a ne, mislim, Se je imel tudi predavanje o ne, literarni lahko zgodovini, to ne? še danes veljavne sodbe. On se ni zmotil glede estetskih vprašanj. On je hotel literarno zgodovino vključiti v kulturno zgodovino, to je bilo moje takrat zelo revolucionarno. Jaz bi ga vprašala pa Lojska. Ja, v tem unikumu, kot je Cankar, vidiš ti v sodobni prozi kakšnega, seveda majhnega Cankarja, ki bi imel to razgledanost, to občutljivost, opisoval raznolike prostore, skratka, en tak potencial umetniški zdaj, v tem času. Ja, vi prej sem rekla, da v sodobni pripovedi kar težko bomo našli enega, ki je na vseh področjih, ne? Se ustvarjajo eni na vseh treh zvrsteh, ne? Ampak, ja, pa še 4, ne? Esej se tudi esej ustvarjal. Jaz mislim, da bi bil recimo v enem smislu lahko to Vitomir Zupan, ne? Samo v določenih stvareh. Lojze Kovačič, v tej pač tako imenovani današnji autofikciji, ne? Ampak ne pa tako, ne? Mislim pa, da se bo še pojavil kakšen. Vsak je toliko časa se. Ampak ne ti, ki so zdaj nagrajevani. Ti ne. Še slučajno kakšno kratko vprašanje? Mislim, da bil odgovor na vprašanje, koliko recimo po vaši oceni je njegov opus pravzaprav ohranjen. Vse, kar je bilo objavljeno za njegovega časa. Ja, to vem, samo On je zelo veliko objavljal, ker je od tega živel. On je dobival honorarje, to je bil njegov dohodek. Zato se je vedno potrudil, da je čim več stvari objavil. Zdaj, druga stvar so pisma, ne, to je zasebna komunikacija, ampak Izidor Cankar se je precej potrudil, da je zbral, ni pa nujno, da se je ohranilo čisto vsaka črka, ki je napisal. Ne, vprašanje je, kaj je bilo na Dunaju. Ja, Vota Krinko, to sem mislil. Löflerjevih je odšel, potem so, jaz sem brala en intervju, ki ga je sin Löflerjeve napisal, ki pravi, da so se javljali potem, ko je odšel z Dunaja, zelo različni ljudje, tudi iz Slovenije, se razglašali za prijatelje, hoteli imeti rokopise, tako da tu pa res ne vemo, kaj je še bilo.
In kam je šlo? In kam je šlo, ja. Fajn bi bilo, če bi se na kakšnih dražbah pojavila, ne? Ja, recimo, ne? Ampak vprašanje je, če prepozna svet sploh Že slovenščino. se ni že pojavilo v Avstriji in bilo zelo poceni prodano v Avstriji. Mi imamo vedno ta problem, da ne znamo svoje stvari odkupiti, recimo. Samo težko, ker za časa življenja Cankar kot pisatelj je ni bil znan. On je bil popolnoma Ne, zdaj že nisem. Zdaj, ko so različne dražbe, se mi nimamo, a veš, pregleda nad vsemi, ne. No. Seveda, prosim. Nekaj smo povedali, ne, so se dotaknili tudi te prevodne Cankarjeve dejavnosti, pa me čisto zanima, ko ste vi ne omeli, da je Cankar tudi Shakespearea bral in me Tudi zanima. prevajajo. Ja, in zdaj, mene je pred kratkim to presenetilo, ne, sem videl, da Slovensko gledališče v Trstu, ne, igra Hamleta v Cankarjevem prevodu. Sem potem sprašal svoje kolege, če kdo sploh ve to, ne, da je Cankar prevajal Hamleta in noben ni vedel. Me je potem začela ta stvar malo bolj zanimati, ne, in v bistvu jaz nekako nimam podatka, kakšno je bilo pa samo Cankarjevo znanje angleščine. Preko Nemščine. Preko Nemščine. Ja, mislim, da Hamlet ni bil njegov, ne, to je Šamperle. Šauperle je že prej prevedel. Šauperle. Drugače Marija Zlatnar mu naredila knjigo, v kateri so Doktorat vsi... je na to temo. Zdaj tudi knjiga je šla, v kateri lahko preberete vse prevode Hamleta v slovenščini. Cankar ni naveden kot prevajalec Hamleta, bil je že prej Šauperlov prevod tega duhovnika, ampak je pa Cankar ta njegov tekst revidiral toliko, da je bilo to sposobno za na oder. Tako da je pripomogel, bi rekla, malo k prevodu, predvsem pa k uprizoritvi. Drug tekst, ki ga je prevajal, je bilo pa Romeo in Julija, ki pa ga je Cankar prevajal, ampak to je Cankar je že sam povedal, da je že kot dijak prebral vseh 37 Shakespearovih dram, tako da je pa bral v nemščini. In tudi prevedel je pa tudi še nekaj nemških dram, tudi za potrebe slovenskega pač odra. Za dramatično društvo je bilo pač tisti, kako bi rekla, spodbojevalni vezni člen, ampak z namenom, da bi se potem te teksti tudi uprizorili. Tako da to je znan podatek, recimo res to na predavanjih vedno povem, da je prevedel tudi Hamleta, ampak ne, da ni šlo pa za, da bi bil on zdaj kot prevajalec, ampak je bolj kot ne korigiral že obstoječi prevod, toliko, da je bilo to govorljivo za na oder. Potem se ve, v kolikšni meri je to od Šauperla še vedno... Sigurno je to Marija Zlatnar mu vse pregledala, tako da dajte to njeno knjigo pogledati, če bi vas to zanimalo. Ja, v redu. Super, najlepša hvala. No, medtem se je znočilo, če imate kakšne načrte danes večer, še pohitite. Sicer pa upam, da ste se na to Valentino Cankarja, če že slučajno imali kakšnih drugih načrtov. Hvala, da ste prišli in se vidimo v kakšni drugi priložnosti.